Konferenca Informacijska varnost, odgovorni na sodobne izzive, je imela cilj združiti praktike, združiti strokovnjake z področja informacijske varnosti in seveda tudi študente, glede na to, da je to v okviru fakultete, da predstavijo in se seznanijo s sodobnimi dogajanji na področju informacijske varnosti, kar pa je tudi v sklopu projekta ESEC, varnostni evropski portal, kjer želimo zagotoviti diseminacijo oziroma razširjanje gradiv na področju informacijske varnosti in splošne varnosti v evropskem prostoru in eden izmed teh prispevkov je tudi današnja konferenca. Za katere podatke pa bi rekli, da jih je najtežje varovati? Slišali smo, govorili ste o bančništvu, o zdravstvu. Ja, to se pravi, vsako specifično področje ima tako tudi, ker je specifično svoje specifike. Na vseh področjih je podatke težko varovati, ne pa nemogoče. Tukaj gre za zelo preprost sistem, glede na ocenjene izgube, v primeru izgube podatkov tudi ukrepamo ustrezno z temi izgubami. Žal je v sodobnem svetu, kljub temu, da lahko govorimo o zasebnosti, o varnosti posameznika, na koncu koncev vedno govorimo o količini vloženih sredstev in seveda izplenu iz teh sredstev za varovanje. Tako da lahko tudi ugotovimo, da včasno podatkov ali informacij niti ne varujemo, če ocenimo, da njihova izguba ne bi prinesla večje izgube podjetju oziroma večje izgube konkurenčne prednosti ali pa konkurenčne pozicije, kot jo podjetje na trgu ima. Kje bi dejali, je potrebno pričeti osveščati uporabnike o varnosti, o tej problematiki? Je to šola, je to že prej v družini ali morda konec službi? Najprej na starše težko prenesemo to problematiko. Starši tega znanja pogosto nimajo. Zdaj seveda tistim, ki se s področjem informacijske varnosti ukvarjajo, je to bistveno lažje, zaradi tega, ker so pač strokovnjaki na tem področju. Menim pa, da bi tukaj mogla šola že v začetku izobraževanja, pa lahko govorimo tudi v vrtcih pri 5-6 let starih otrocih in potem v prvem, drugem in seveda v nadaljnjih razrednih osnovne šole storiti svoje in učence učiti tega vidika. Moram pa tukaj reči, da Slovenija je ena izmed zelo dobrih primerov dobre prakse, kjer je podjetje oziroma organizacija SafeSC se načrtno lotila opismenjevanja otrok, mladih in mladoletnih, potem to zgodbo prevzame drug projekt, Varni na internetu, vendar je tukaj ena sama težava. Ko pa pridemo v poslovna okolja, če tega izobraževanja, kontinuiranega izobraževanja poslovna okolja ne prevzamejo, ampak rečejo, ja sej mi pa nimamo kaj varovati ali pa nimamo kaj izgubiti, se pa ta kontinuiranost izgubi in tukaj je pa smiselno narediti in upamo, da smo s pričujočo konferenco tudi nekaj teh smernic postavili in seveda odgovorili tudi na nekatera vprašanja, kdaj, kako in na kakšen način informacije. Beseda o mobilnih tehnologijah. Občutek varnosti pri rabi mobilnih naprav je popolnoma napačen. Gre za to, da so se mobilne naprave v zadnjih 5 letih bliskovito razvile in seveda tudi v zadnjih 2-3 letih ali pa lahko rečemo tudi v zadnjem letu prišle praktično v roko vsakega uporabnika. Od najmlajšega, ki smo ga omenjala prej, in seveda tudi do starejših. Večina nas ni veščih teh tehnologij. Sama uporaba mobilnih naprav je izjemno podobna računalnikom, tudi njihova procesorska moč, imajo pa eno prednost, ki je hkrati tudi slabost, prenosljivost. Zaradi tega so lažje odtujljive, zaradi njihove velike računske moči imajo pa problem v tem, da z njim lahko počnemo vse isto kot z računalnikom. In tukaj pa izhaja problematika mobilnih naprav, sodobnih mobilnih naprav, govorimo o pametnih telefonih, tablicah in prenosnih računalnikih v grobem, seveda tudi nekatere druge naprave, kot so igralne konzole, lahko uvrstimo v to področje. V tem primeru je pa seveda bila varnostni vidik popolnoma prepuščen na strani uporabnika z 2 razlogov. Prvi razlog je v tem, da so se proizvajalci naprav ukvarjali predvsem s tem, kako ponuditi čim več funkcionalnosti, biti v stiku s konkurenco ali prehiteti in so na varnost ne pozabili, ampak niso enostavno imeli časa zaradi bliskovitega razvoja. Druga stvar pa je, da mobilne naprave, ko pridejo v roke uporabniku, so varnostno popolnoma nezaščitene, lahko rečemo odprte. Razlog je zelo preprost. Proizvajalci želijo prodati svoje naprave in če jih uporabniki takoj lahko uporabljajo, jih prodajo več.